Put your head up, play! Jojo, Blaž, kako si, kako gre, živa? Pozdravljen, kar v redu, ti? Gre. Pester zaključek sezon vseh tekmovanjih, ki jih spremljava, basket, fuzbal, povsod je pestro, povsod je zanimivo, ima pa tudi eno zelo zanimivo temo in zanimivega sogovornika danes, ne? Ja, imela sva zanimivega gosta, bila je zanimiva debata pred podcastom in tudi še po njem, ampak glavnino smo pa vseeno ujeli v snemanje, tako da... To je najbolj pomembno, ja. Zelo zanimiv sogovornik se nam je pridružil, Rok Višković, dolgoletni športni novinar, ki je dolga leta pisal za Siolos portal, pokrival za njih slovensko prvo ligo in reprezentanco, nogomet nasploh. Zdaj pa lahko njegove vsebine, odlične članke o nogometu, prvi ligi reprezentanci in tudi nogometu nasploh, najdete na Sportklubovem portalu, ki bo del novega spletnega portala N1, ki bo kmalu prišel na slovenski trg. Z njim sva pa podebatirala ravno o njegovih zadnjih člankih, da Blaž, teme so bile zelo pestre. Tako je, debata je najprej potekala okoli zadnjega večnega derbija med Mariborom in Olimpijo ter tudi v slovenski prvi ligi. Tudi napovedi za zaključek prvenstva je Rok podal. Na to smo se dotaknili slovenske reprezentance in primera Kevin Kampl. Na to je sledila tudi obširna debata o Evropski superligi v nogometu in za konec smo nekoliko na hitro podebatirali tudi o finalu Lige prvakov, predvsem napovedi, kaj se bo tam zgodilo v rezultatskem smislu. Ja, skratka, zelo zanimive topike. Da ne bo izgubljala časa, lahko kar greva na tale podcast. Ja, ampak preden začnemo, pa seveda še tisto, kot vsakič povem, všečkajte tale posnetek na YouTubeu oziroma kjerkoli pa že poslušate na iTunesih, na Soundcloudu, na Spotifyju in pa seveda, če še niste, da se naročite na katerega koli od teh kanalov, če pa lahko pa kar na vse. In seveda pustite kakšen komentar, to nam pomaga predvsem pri tem, da so podcasti bolj vidni in jih sliši več ljudi. To je to, zdaj pa mislim, da res lahko prešaltamo na pogovor z Rokom. Res, ampak če si to omenil, bi jaz sam še dodal na Appleu, če nam lahko pomagate tudi z oceno 5 zvezdic, tudi tam tako kot všečki na YouTubeu in na platformi, kjer nas poslušate, nam to zelo pomaga pri opaznosti, kot je Blaž rekel, zdaj pa res, da ne bova izgubljala časa in težila s tem, kar poslušalcev ne zanima toliko kot sama debata, ki je bila res zelo zanimiva. Če se strinjaš, Blaž, greva kar veselo na delo? Pa pojdiva. Živijo, Rok. Lep pozdrav obema. Živijo, pozdravljen. Lahko začnemo, če se strinjate, kar s prvo temo in sicer derbi, ki si ga ti, Rok, tudi pokrival, Maribor Olimpija. 3 krogi so še do konca, Olimpija trenutno prva na lestvici z 59 točkami, Maribor 57, Mura 56 točk, v zadnjem krogu ta dva kluba igrata. Mogoče najprej z derbijem, če začneš, Rok, potem pa tvoj pogled na zaključek prvenstva. Ja, glede derbija je v bistvu bil nekako točno tako, kot sem ga jaz tudi v moji napovedi za Sportklub napovedal, ja, da ne bo neko umiranje v lepoti, da bo veliko taktiziranja in tudi napovedal sem remino. Tako da sem kar zadev. Mogoče sem pa edin pričakoval v zadnjih 20-30 minutah malo večji pritisk strani Maribora, ne. Tudi Rožman je pred začetkom derbija rekel, da to ne bo derbi, v katerem bo za zmago dovolj gol, na koncu pa niti enega gola nismo dočakali. No. Tako da to bo še zelo zanimivo. Jaz mislim, da bojo vse 3 ekipe še kakšno piko zihra zgubile, sem skoraj 100%. Zdaj pa Maribor lovi. Maribor na derbiju je imel obramba, je res štimala in je tudi Rožman po tekmi rekel, da je zelo zadovoljen. Ja, sam za naslov bo treba pa pike osvajati oziroma zmage, ne? Se pravi, bo treba zabijati. V napadu pa ni veliko pokazal Maribor, no? In niti Olimpija, ne. Dolgčas je bila tista beseda, ki sem jo največkrat slišal po tem derbiju. Zdaj, kaj to pomeni za zaključek prvenstva? Rekel si, gole bo treba zabijati. Kaj ti napoveduješ v zadnjih 3 krogih? Zelo težko.
tukaj prej, ko smo se malo omenili finale lige prvakov 50-50, zdaj tukaj so 3, tako da 50-50 ne moramo dati, ampak jaz bi kar mogoče rekel 33. Ja, mogoče kakšen vseeno tudi zdaj ne vem, kako bo z Vombijom, mogoče tudi če Ivanović malo pokaže, kaj v zadnjih tekmah, vseeno mogoče mini prednost dajem Olimpiji, no, ampak ni to, ne bom nič presenečen, če ne bo Olimpija prvak. Ja, mislim, jaz sem že povedal nekaj časa nazaj, par krogov nazaj, da mislim, da bo Mura na koncu prvak, se mi zdi, da ima trenutno najboljši moment, ampak ja, tako kot je pa rekel Rok, ne vem, če bojo vsi osvajali vse točke, no, jaz mislim, da je to utopično, sploh bom rekel Mura in Maribor imata kar zahtevne tekme še do konca, ne nazadnje igrata tudi med seboj. Bom pa tako rekel, Rok, par let nazaj, vem, Maribor je bil v Ligi prvakov, ampak recimo, kako spremljaš ti padec kvalitete v zadnjih letih slovenske lige? Mislim, ker je, če gledamo letošnjo sezono, pa če jo primerjamo recimo tisto 5 let nazaj, se mi zdi, da je celotna liga nekoliko padla po kvaliteti. Jaz, kar se tiče samega nogometa, kar ga gledam, mogoče niti ne, no. Tudi zanimiv je vedno na koncu, ampak ja, so pa na koncu vedno ogledalo ti evropski nastopi, ki so pa v zadnjem času pač slabši, kot so bili, ne, ampak tukaj je pa predvsem sam Maribor, ne, in Maribor tiskaj je dosegel v tistih 5-6 letih, ko je dejansko bil vedno v skupinskem delu evropskih pokalov, to je bilo totalno overachieving in mogoče niti dojeli nismo, kaj to pomenilo, zdaj pa počasi bomo, no, sploh s tem vse večjim zaprtjem za manjše klube, elitnih tekmovanj. Tako da jaz nimam nekega mnenja, da je ful padla kvaliteta lige. No. Mogoče so šlo s temi medijskimi na Planet TV, pa potem že prej, ko je bilo se vse več, v bistvu dejansko vse tekme si lahko gledaš. Mislim, da je celo še pridobila na neki zanimivosti, pa kako se spremlja. Kar se tiče samega nogometa, pa mislim, da je tam, no. Lahko da se motam, ampak ja, mislim pa, da pa za to končno ceno pa najbolj ljudje gledajo na te nastope v Evropi, ki so pa ja, v zadnjih letih daleč od tega, ker je bilo, ne. Če gledamo kot merilo, samo morda gledanost je gledanost, po vseh številkah, ki jih vidim, spremljam v zadnjem času, gledanost prve lige po televiziji dobra, mislim, so številke zelo dobre, tako da padec mora biti kvalitete v zadnjih letih ena stvar, ampak gledanost se zdi pa vseeno, popularnost nogometa v Sloveniji je na relativno visokem nivoju. Je, pa tudi ta neko rivalstvo, ne, ki je mogoče v nogometu, v bistvu tudi dela nogomet tak biznis, kot je, da ne vem, Barcelona, Real Madrid, ne vem, City, United, to neko ustvarjanje vsebin na, ne vem, ali na državnih omrežjih ali kje druge, ne, ko se, ne vem, dva navijača krega tako. Mislim, da je nogomet edini šport, ki to zaslediš v res veliki meri, tudi v Sloveniji. Ne. In se mi zdi, da se to kar dviguje posod, ta neka rivalstvo, to neko mi smo boljši, vi ste boljši, mi bomo boljši. Tako da jaz bi rekel, da je vzpon, no. Predvsem medijsko, definitivno. Kar se tiče nogometa, pa tako sem rekel, jaz ne vidim neke velike spremembe. No. Še zmeraj isto, vsak mladi igralec, ki je dober, bo odšel po eni sezoni, še zmeraj se vračajo neki te v narekovajih odsluženi igralci, ki vseeno v slovenski ligi lahko naredijo razliko. Ne vem, 10 let nazaj je bil to Pavlin, pa Osterc, ki sta prišla pred 35 v slovensko ligo, pa sta bila Zinedine Zidane, pa ne vem kdo še. Zdaj je bil to, ne vem, Kronaveter, Vršič, pa še kdo ne. Tako da, jaz mislim, da je kar podoben, no, že nekaj časa, kar se tiče kakovosti, kar se tiče gledanosti in zanimanja, pa definitivno raste, se mi zdi, iz leta v leto. No. Tako da tudi pohvala vsem, ki delajo na tem oziroma delamo. No. Govoril si o rivalstvih, seveda, to največje slovensko, bi se še malo na to temo vrnil, večni derbi, ki je pravkar minil in zaključek seveda te sezone letošnjega prvenstva. Dejal si tam nekje 33, Blaž, ti si omenjal Muro že nekaj krogov nazaj. Ali mislite, da bo na koncu odločal zadnji krog, tekma med Mariborom in Muro? Ja, jaz bi rekel definitivno, da bojo vsi trije klubi seveda lahko presenetijo, ampak da bojo zgubljali pike do konca. Dober, enega zihra bo, ne glede na to, da med sabo na koncu Mura pa Maribor igrata.
Jaz bi rekel, da bo odločilen zadnji krog, samo da bo imela tudi Olimpija vse v svojih rokah. Tako da se pravi, da bo Olimpija šla s prednostjo v zadnji krog. Ja, jaz se v bistvu pridružujem tej napovedi. Jaz tudi mislim, da bo odločal zadnji krog, samo da mislim, da bo imela Mura vse v svojih nogah. No, evo, pa da vidimo. Če bi pa mogel recimo enega Slovenca iz Slovenske lige izpostaviti v tem trenutku, kjer ga bi rekel, da je recimo najboljši, koga bi mogoče izbral? Mogoče taki, v bistvu tudi reprezentanci. No, Nemanja Mitrović je meni kar zelo dominanten oziroma dober branilec. No. Sam ja, ima pa zdaj že dejansko več kot pol leta ne igra zaradi kolena, ne, hude poškodbe. Tako da mogoče on, ampak on je že nekaj izkušenj. Pa še kakšen mlad iz Olimpije, Ostrc mogoče v prihodnosti in se počasi že končano. Kdo je pa zate igralec sezone v prvi ligi? Po znanju, pa potem, kar lahko naredi, definitivno Ivanović iz Olimpije, tudi ima kar nekaj asistenc, kar nekaj golov, tako da bi njega izbral, no, definitivno. Kot MVP-ja. Ja. Če Olimpija zmaga, o tem bi si verjetno kar zaslužil. Blaž, se strinjaš? Ja, jaz se čisto strinjam s tem. Jaz dejansko ne vidim nobeni drugi ekipi nekoga, ki bi imel tolikšen individualni doprinos ekipi, kot je imel Ivanović. Enega sem se zdaj še spomnil, ta iz Domžal, Kolobarič, njega še. Zdaj, Požek Vancaš mi je bil zelo všeč, sam nekako zaenkrat ni naredil preskoka. Mene to recimo smeša, ne, koga smo že prej omenjali, pa smo rekli, da je bil zelo mlad, ja, Verbič, ne vem, on je mislil, reprezentanci so vljavo, ker je bil 22-23 let star. In ko se potem jaz spomnim na Dončića, meni to vse smeša, ne. Ko imamo enega, da je mlad, pa da se trebija, pa pogledaš 21 let star Dončića, pa... Ja, pa to ni samo v košarki, to je v nogometu nasplošno. Mislim, lahko sam če pogledamo v Angliji, recimo, ko imaš Masona Greenwooda star pri 18 letih, mislim, je bil potem v zaključku sezone pri Unitedu v bistvu eden izmed nosilcev, pa pri 17-18 letih. Mislim, to so izjemni talenti. Ja, ne, ampak hočem povedati, ne, da v tujini ni to nič takega. Ne. Mislim, v Sloveniji, če bi sproducirali nekoga, ki bi bil pri 17-18 recimo na res nekem vrhunskem nivoju, mislim, ne vem, če smo že kdaj kaj tazga sproducirali, no, če sem čisto iskren. Ja, to je del širše debate, verjetno ravno tukaj mladi športniki, kako hitro dobijo priložnost, mladi nogometaši, mladi košarkari, ti si potegnil paralelo z Dončićem, ampak ko govorimo o takih talentih, kot je Dončić, Mbappe, Haaland ali pa recimo Greenwood, ki ga je Blaž omenil, čeprav ni na nivoju teh treh, ko govorimo o izjemnih mladih igralcih, o takih izrednih talentih, gre tukaj vendarle za igralce, ki bi verjetno dobili priložnost, ne glede na to, kje bi igrali, za tak izjemen talent, kjer preprosto noben trener ni toliko neumen, da ga ne bi uporabil, da ne bi mu pustil igrati, ker vidi na treningu tako kvaliteto. In igralca, ki že pri toliko mladih letih dela razliko. Zdaj, koliko je pa v slovenskem nogometu, to temo smo malo že načeli, mladih talentov. Zdaj sem se enega spomnil, ki mi je pa res zelo, zelo, zelo všeč in to je en unih momentov v svoji novinarski poti, na svoji novinarski poti, ko vidiš nekaj drugačnega, nekaj boljšega, je Tjaž Begić iz Gorice, 17-letnik. Ko sem ga jaz gledal takrat prvič v živo proti Triglavu, je to bil prav ta moment, ki, ne vem, nazaj, če se spomnim, je bil ta moment v Interbloku z Josipom Ilićem, ko vidiš, da je nekdo, da ima nekaj več. No. Zdaj pa ali bo to razvil ali ne, se je Ilić tudi takrat zelo slabo kazal, pa se je potem razpletal, ampak definitivno, da po tej svoji, ne vem, kar tak električen, ne vem, levo, desno, naprej, nazaj, kaj ena boha. Zelo talentiran, tehnično, ampak ja, je pa zdaj v Gorici v trenutno ne najbolj primernem okolju za neko napredovanje. Pa je vse en zbral, ne, mislim, da je dal 3 ali 4 gole, pa še par asistenc, s tem, da ne igra neki redno, star je fant 17 let. Tako da jaz upam, da definitivno upam, da ne bo šel v drugo ligo, da bo ostal v prvi ligi, zdaj Ružni Čamir je njegov menedžer, tako da... Potem ne bo šel v drugo ligo. Ja, da ne bo, no. Je pa res velik talent, no, in ki ti vzame sapo, no. Potegnil si paralelo z Iličićem, tako da... Tjaž Begić definitivno največji talent te lige, ne, trenutno.
En talent, o katerem smo pa rekli, da moramo tudi nekaj reči, ki pa ni povezan s slovensko prvo ligo, je pa povezan s slovenskim nogometom in reprezentanco, je pa Kevin Kampl. Zdaj gre za enega tazga infant terribla slovenskega nogometa, ampak gre pa obenem tudi za igralca, ki bi ga slovenska reprezentanca seveda roko na srce potrebovala. In me zanima tukaj tvoje mnenje. Ne govori se dosti o njemu, zgleda, da so ga nekateri že odpisali, čeprav je selektor Kek povedal, da komunikacija še poteka. Kakšen je tvoj pogled na celotno situacijo s Kamplom in ali si optimist, da bo še kdaj zaigral za reprezentanco? Ne, nisem optimist, mi pa ni jasna ta komunikacija, ki je zelo taka na ravni, nekega vaškega kluba oziroma tako. Zelo mi je čudna, on reče, da ne bo igral, dejansko to je takrat bilo, ko je Kavčič odletel, je on pač rekel, da če Kavčič gre, to so pač insiderske oziroma zanesljive informacije. Potem se zgodi novinarska konferenca, na kateri mimogrede PR samo omeni Kevin Kampl ne bo več igral. Potem se zgodi informacija z NZS, da bojo prebavali, da so v stikih, potem nič spet ni, potem se zgodi, da on se javi v intervjuju za to oddajo Fuzbal, v katerem reče, da bi rad igral, potem se zgodi, da se spet oglasi Kekin iz NZS, da dela na tem, da bo igral, potem naslednje besede so, da bi igral, ampak da je skozi poškodovan, da ima tako poškodbo, bla, bla. In ne vem, taka zelo nečista komunikacija mi je, tako da ne vem, zdaj, ne vem, mogoče slovenski medijski prostor še ni toliko razvit, ampak mislim, da v kakšni Angliji, Italiji, ne vem, bi se z tega delali veliko večjo zgodbo. Glede to, da definitivno bi nam pomagal in definitivno bi točno tam, kjer nam najbolj manjka, bi bil dobrodošel. Je pa po drugi strani res, če greš gledati njegovo letošnjo sezono, on dejansko vsako drugo, tretjo tekmo spušča, je pomemben igralec Leipziga, ampak očitno težave so. Zelo me je pa čudna ta, ni neke čiste komunikacije, ki je pa v končni fazi že dostikrat ni bilo na NZS in reprezentanci in v intervjuju za Siol je Robert Berić enkrat kar mal velik prahu dvignil s tem, ko je kar direktno, to, kar nismo vajeni od nogometašev, povedal, da ga je Kek razočaral, pa je potem bila spet tiskovka Keka, na kateri je on v svojem slogu to lepo se zavil v celofan in da prevzema odgovornost na sebe, da bo boljša komunikacija in reprezentanca igra naprej, fanta pa spet ni zraven, pa se spet noben ne obregne ob to. Tako da je nekaj čudnih, Kevin Kampl pa definitivno najbolj čudna zadeva naše trenutne situacije. Kevin Kampl je ena taka res zanimiva točka. Jaz v bistvu sem na Twitterju vsaj zasledil že nekaj debat po zadnjem reprezentančnem ciklusu. Smo imeli nekaj debat, ravno nekaj nestrinjanja na to temo, nogometni ljubitelji reprezentance, navijači. Nekateri so mnenja, da bi morala reprezentanca vse narediti za to, da se Kampl vrne, ga malo da ne na kolenih prositi. Jaz sem bil nekje na strani teh, glede na to, da mogoče lahko ti malo bolj razsvetliš situacijo, Rok, ampak glede na to, da se je zdelo, da so neko trenja tudi med igralci, ne samo med Kamplom in vodstvom, ali gre tudi tukaj za neka trenja v garderobi, ker če seveda kemija ni prava in se igralci ne razumejo, potem so te debate nesmiselne in je tukaj tudi vprašanje, koliko sploh lahko zveza naredi ali pa sam selektor pri tej boljši komunikaciji. Ta kemija med igralci je itak, dokler zmaguješ, kemija je, ko zgubljaš, se hitro vse pride na dan. Če bi mi vsi zvedeli, kaj vse se dogaja v teh garderobah, bi mislil, da te več ne more verjetno niti na pogledati se oči. Ampak se to hitro, ko so uspehi, pomete pod preprogo. Predvsem pa jaz vedno pravim, da ima nogomet zelo slab spomin. Jaz mislim, da če bi on prišel, če bi to zalaufal, 1 zmaga, 2, pa noben več ne bi se obregnil v to, da on nekoč je delal probleme, oziroma da je bilo to, kar je bilo, da je prišel, pa da ni prišel, pa to, pa uno.
V končni fazi imamo Klej Iličiča, ki je odkrito rekel, jaz ne bom več igral za Slovenijo pod Katancem, pa je potem prišel nazaj, pa je bil en glavnih igralcev. Imamo Jana Oblaka, ki eno leto ni igral z reprezentanco zaradi poškodbe v Atletiku, pa ene tekme ni spustil. Pa je prišel nazaj, pa ni več nobenega problema, pa še kapetanski trak je dobil. Ampak dokler ti delaš svoje, dokler so rezultati, to ne bo prišlo na dan. Ko jih pa ni, se pa zelo hitro, v marsikateri drugi državi, verjetno že veliko prej. Pri nas pa to mogoče ni to, ampak vseeno. Je pa dejstvo in za Jojota in za Oblaka, če si normalen, če ti je za uspeh Slovenije odprta vrata pred rogo, če je treba, da pač to se vse zamere, mora zelo hitro pozabiti. Ja, ne, sej lih to je tisto, ne, ker Slovenija ima tako zelo majhen talent pool, če lahko uporabim to ta angleški izraz, da enostavno bom rekel, mi si ne moremo privoščiti kot kakšne večje reprezentance, da Kampla recimo ne upokličeš, da Kampl ne igra. Bom rekel, je to pri nas dosti večji handicap kot recimo v večji reprezentanci, kjer pač imajo res na lagerju zadaj še ne vem 2, 3, 4 talente, ki morda niso tako dobri kot prve opcije, ampak so pa še vedno več kot adekventne zamenjave. Ne. Zdaj, v Sloveniji pa tako kot si rekel, ne, zdaj, če ni Oblaka, če ni Iličiča, mislim, kdo jih zamenja. Ne. Pač sej niso odzadaj zdaj neki slabi igralci, ampak je pa prepad v kvaliteti pa kar konkreten. Ne. Definitivno. Ko si prej rekel, ne, da je pogojeval odhod z odhodom Kavčiča, v bistvu mene, jaz sem v bistvu bil presenečen, da je, če lahko sam rečem, da je Kavčič takrat v unem mandatu mal, da ne res orang po goru. Ker on je večino teh fantov, ki so bili takrat nosilci reprezentance, on jih je v bistvu pripeljal v U21, ne, in on je v bistvu jih poznal in da je on res tok po goru. Da se ti zdi, da so bili odzadaj še kakšni drugi razlogi ali je bil enostavno on, pač je bil to prevelik zalogaj za njega vse skupaj. Ja, konc koncev si moramo pošteno priznati, in tudi on mogoče, na koncu je spadal ne prevelik zalogaj. Zdaj, ko si ti omenil, da jih je on imel v 21, on jih je imel v 21, takrat so bili to fantje, ki so, ne vem, služili tok, pa bili pač to, ker so bili, ne vem, 10 let ali pa 5 let kasneje, ki je pa dobil kot, ne vem, nekatere kot milijonarje, enega kot igralca med top 30 na svetu ali pa 20. In ja, pogore pa jaz mislim, in to sem tudi že pisal in vedno trdil, predvsem na tem kapetanskem traku. Z Oblakom. Tako je. Ja, in Oblak potem, tako kot si omenil, eno leto ni igral. Ti misliš, da je bilo to povezano samo s kapetanskim trakom, potem to neigranje Oblaka? Ne, verjetno ni bilo samo, ampak je bil pa to verjetno mogoče celo glavni razlog. So bili pa potem še, verjetno to, kar ste tudi rekel, ste že prej omenila igralci in vpliv igralcev, tudi Cesar, ki je bil odrezan, odrezan. Prisilno upokojen, predčasno. Ja, ki je imel seveda nekatere, po mojem mnenju, pač totalno. Sem na strani tega, da se ga ne bi odrezal, ker je bil res kapetan, kot se ga lahko sam želiš. Ampak ja, dobro, pač vsak selektor vidi svoje. Potem je bil Birsa, ki sicer ni bil odrezan, ampak je pač Kavčič se odločil, da bo Miho Zajca porinil pred njega, ne, in ko je Birsa pač videl, da ne bo imel več mesta, da je imel se sam pa odločil, pa tako, tudi to je zikr definitivno vpliva. Potem pa ja, tudi če pogledamo, te njegove tekme, veliko mi je imel sreča, če gledamo uno zadnjo tekmo, mislim, da je Iličič, ali pred zadnja, se ne vem, kjera je bila, igrali smo v sredo proti, bil Cipr, je falil iz 2 metrov, v nedeljo je pa za Talanto malo manj, kaj sredije dal gol. Tudi na večini teh tekem je bila Slovenija statistično boljša, pa je na koncu, potem na Cipru je dala gol, če bi bil VAR, bi pač bil preznan gol, pa ni bil, pa tako da se mi zdi, da je bil ta kapetanski trak nekum začetna kepa, ki je potem sam šla dol in se pač vse pol obrnil proti njemu. Ampak v končni fazi, pa tako, kot smo v začetku ugotovili, na koncu ni bil kos nalogi in iz tega pa drugačnega razloga, je pa tudi srečen imel. No pa zdaj mogoče, če zdaj še skočimo malo na trenutno stanje v reprezentanci, zdaj prvo to kvalifikacijsko okno je šlo skozi, začel se je fantastično, nadaljeval bolj slabo. Kako ti vidiš, kak misliš, da je domet te reprezentance? Po imenih je pač dobro, ne zdaj sam ta, ampak tudi v zadnjih 5 letih definitivno to najboljša reprezentanca. Ampak ne v smislu, kot je Zahovič rekel, pa breme naložil selektora Čimoviču, da je
21 najboljša vseh časov, pa če greš ti malo pogledat tiste, ko so bili Handanović ali pa te zdaj, ti je zelo hitro jasno, da to ni res. Tudi pod Kavčičem, bom rekel, če gledamo tista imena, so bila tudi boljša kot pa trenutno v 21. Ne. Definitivno, ja. Tako da jaz sem zdaj samo uno izpostavil, ker si imel Birso, ker si imel Handanovića, Jokića, pač res igralcev, ki so že takrat imeli svoje ime, kasneje so se pa izkazali pač še za boljše. Mi imamo res reprezentanco, imamo najboljšega golmana na svetu, ali pa pač med najboljših 3, pa 100%. Imamo Iličića, ki da 5 golov v 2 tekmah, četrtfinale Lige prvakov. Imamo, res igralcev, imamo igralcev, ki igrajo v Ligi prvakov, ki igrajo, ki imajo, ne vem, tudi Kurtič, ki ga mogoče zelo redko kdo umenja, ampak je to vse en igralec, ki ima, ne vem, krepko čez 200 tekem v italijanski ligi. Ko smo 20 let nazaj lahko videli, spremljali reprezentanco, ki se je uvrstila na evropsko in svetovno prvenstvo, smo takrat lahko samo sanjali, da bi imeli toliko kvalitetnih igralcev, ki bi igrali pomembne vloge v velikih klubih, da bi sploh igrali v seriji A, da bi bili v postavi moštva v seriji A, kaj šele, da bi igrali tako pomembne vloge. Ja, vse to, ne. Mi smo imeli takrat nosilce ekipe, ki so igrali v drugi nemške lige, ali pa še to ne. Imeli smo tudi nekatere igralce slovenske lige. Sicer je bil to Maribor, ki je bil takrat v Ligi prvakov, ampak vseeno, ja, zdaj sem pogledal, Kurtič ima 287 tekem v italijanski prvi ligi. To sicer ni več ta italijanska liga, ki je bila takrat, ampak vseeno, imamo Miho Zajca, ki ima tudi kar nekaj tekem, imel si Handanovića, itak brez komentarja, brez veze, imaš Biola, ki je igral v Ligi prvakov, imaš Matavža, imaš Blažiča, ki je igral v Ligi prvakov, Špoki, tudi nekaj izkušenj, Kampel, Verbič, to je igralcev, res, na koncu pa ja, nič ne usvojimo, ne. Ne pridemo nikamor, to je usvojimo. Se upravičujem, ja. Ja, to res ne, ja. Kakšen trener na Malti, mogoče, koliko so bili tisti, ki smo včasih igrali, ali pa v Katarju, ali kje smo vse. Ja, tisto pa res, ja. Ja, začetek kvalifikacije je bil odličen, zdaj za svetovno prvenstvo Slovenija, Hrvaška 1-0, vsi smo bili zelo veliki optimisti, potem je pa ta optimizem nekako sočasno z naslednjima 2 tekmama malce padel, čeprav tekma proti Rusiji bi se lahko tudi drugače končala, se tudi proti Cipru, ampak vseeno Cipr bi morali zmagati, da tukaj za ta poraz ni opravičila. Ne, to bi morali nujno zmagati, ja. Ona Hrvaška je zelo vrljiva bila, ne. To je bila itak tekma super, ampak ja, po tej tekmi so že bili, ker smo se na evropsko, ne, čisto euforični smo bili, ampak mi dejansko kot prvo smo imeli kar precej sreče, oziroma nekaj sreče, da smo zmagali, ampak da se pri vsaki zmagi rabaš na ravni Slovenije tudi malo sreče. Vemo, na začetku je imela Hrvaška smrtno šanso, vprašanje, kaj bi bilo. Druga stvar in mogoče glavna je, da ta Hrvaška ni več Hrvaška 2018, plus tudi ta Hrvaška 2018 se, ne vem, 2krat po podaljških, enkrat po penalih šla naprej. Ja, tista je bilo kar bom rekel na rekovajih, malo laki reprezentanca. Njim se je takrat res razsvetljiv nebo, zvezde so se poravnale, planeti, vse. Čisto gledano, imaš Rakitića, imaš Modrića, imaš Perišića in nadaljujo ostale, ampak še vedno, če gledaš ostale reprezentance, niso bili oni druga reprezentanca v tistem trenutku. Ampak da s tako majhno reprezentanco iz tako majhne države priješ v finale je... definitivno uspeh. Se ti more poravnati. Ja, ne, to je itak, ampak tudi Grkom so se, ki so postali evropski prvaki, se jim je vse poklopilo, a veš. Ja, ne, se vem, ampak hočem to povedati, da oni bi še 10krat šli na ta turnir, pa ne bi prišli 9krat do finala. Misliš, da ti tako rok? Jaz tudi mislim tako, ja, da se je nekaj poklopil, niso bili druga reprezentanca sveta po kakovosti, so pa bili drugi na svetovnem. To vsekakor, ja. Igralcem pa fenomenalne, seveda. Če meni res top igralec, zdaj že malo letih, ampak še zmeraj, če ti v enem Real Madridu tudi klub
pri 35 si nezamenljiv, mislim, da je konc debate. No? On je pa dejansko. On pa Benzema, ki sta koliko 34-35 oba stara, sta še vedno glavni motor, razlog za uspeh Reala. In ko sem gledal tekmo proti Hrvaški, je bil še vedno Modrić tekaško daleč superioren, recimo vsem slovenskim igralcem pri svojih 35 letih. 35, on 10 ali 9 let že igra nosilc Real Madrida. No? Od takrat, ko se je uveljavil po tistem golu, mislim, da na Old Traffordu, ki mu je potem stekalo vse, kar najprej so ga, ker že je bil na udaru kritikov. Ja, in vemo pa, da v Madridu to, lahko si ti Cristiano Ronaldo 3 tekme navši igral, pa bo že vesel. Mislim, navši igral dober na nivoju. Ne? Pa še klej, ker sem potem malo tudi bral hrvaške analize, pa to je tudi taktično dost kritik šlo, na račun trenerja, v smislu, ne vem, on je imel v bistvu praktično brez napadalca, igral je s Krameričem pa Vlašičem, oba sta mejna porasti, nista mogla sploh do žog visokih, čez ta obrambni blok Slovenije in pa 2 uigranih in pa visokih branilcev. Tako da razen une Vlašičove, ki je obrnil ne vem koga že, mislim, da Blažiča, pa potem je pač una šansa, niso več kaj drugače naredili. Ja, sej to je tisto, kar je zaradi česa je tukaj taktično bitko dobil Kekne. To sem jaz tudi tweetnil po tekmi. Slovenci so dejansko silili Hrvate, da so v bistvu igrali po krilih, ne, in potem centrirali žoge, kjer pa zdaj, veš, če nimaš višine, Angleži uporabljajo izraz, da pač preigraš, pa krosneš noter pa in salah. Zdaj, če bo če ne. In točno tako je igrala Hrvaška proti nam večino tekme, razen tistih par začetnih minut, kjer, mislim, so pokazali svojo kvaliteto in tam nas je sreča rešila, potem pa je čisto taktično Slovenija jih premagala. Ne. In kaj napoveduješ za konec oziroma za nadaljevanje kvalifikacij? Mislim, se načeloma to bo jih kar hiter konc po teh novih oknih, zdaj zaradi covida. Ja, od septembra do novembra, konec tega leta, zaključek praktično si sledijo še vse preostale tekme. Ja, zelo bo pač specifično. Ne? Jaz mislim, da definitivno prvi v skupini ne bomo. Za drugo mesto bo pa pač borba. Moram priznati, da nisem prevelik optimist. Sam se je pa že dostikrat izkazal, da zna Slovenija zelo hitro obrniti krivuljo navzgor. Ena iskra, ena tekma je odločilna. Se tudi prekeku 2-9 smo bili mi že čist na dnu, pa potem tista tekma na Wembleyju prijateljska, ki smo kar veliko pokazali, pa šlo pa sam še navzgor. Kek je pokazal, da je definitivno dober trener in selektor in kot sam taktično in pa seveda mogoče še bolj pa s tem nekim ustvarjanjem avtoritete, vzdušja in tako naprej. Tako da, jaz sem pesimist, ne bom pa šokiran, če nam uspe in bom seveda zelo vesel. Vsi smo navijači, vsi radi vidimo, da našim gre dobro, pa ne glede na to, je to nogomet ali pa curling, pač važno, da smo najboljši. Ampak vse je malo drugače zame. Če pridemo na svetovno prvenstvo v nogometu ali pa na olimpijske igre v curlingu, ampak to je že druga debata, ki smo jo tudi imeli, preden smo začeli snemati. Pač jaz, če ti čisto iskreno povem, če bi imeli naši na olimpijskih igrah v curlingu možnost za medaljo, pa gledal bi vse tekme. Po mojem bi bil koliko večina Slovencev, jaz ti povem, jaz bi rad v 24 urah ekspert za curling, jaz bi vedel vse. To ne dvomim, da bi hiter ratel ekspert, koliko smo hiter na novo dobili, ne vem, 2 milijona biciklističnih kolesarskih ekspertov z uspehi Rogliča in Pogačarja, ampak pa si rekel, da si nekako bolj pesimist. Ampak imamo pa najprej imamo Slovake, septembra, pa recimo, če to zmagamo, naslednja je Malta, ki jo bomo zmagali. Takoj zatem imaš pa potem še Hrvate v gosteh, se pravi, če bi kle 6 pik usvojili, smo potem in ta optimizem in ta naboj se dvigne in vzdušje okoli reprezentance, potem pa na Hrvate, ki je vedno pač ni sploh problem z motivom, pa da še tam slučajno zmagamo, si pa zelo hitro nazaj. Potem ima spet Malto, pa sam še zaključek, Rusi, Slovaki in pa Cipr doma oktobra, ne. Hrvaška to je una tekma, ko vedno, ko tako že rečejo, ko gre forma skozi okno, ne. Ko dejansko nima veze, si prej izgubil vse tekme ali pa si zmagal prej vse tekme, je to svoja vrstna štorija, ne. Tako da, tista tekma zna biti zelo zanimiva, ampak jaz se čisto strinjam, ne. Zdaj, če mi
eno tekmo se lahko zelo hitro vse obrne, sploh če je kakšna taka odmevna, kar mislim, da Slovaki so vseeno kar dobra zmaga za samozavest. Ja, če zmagajo to tekmo, taki zmagi se ne gleda, če uporabim star nogometni pregovor v zobe. Je pa po drugi strani tudi res, da vprašanje pa, kakšno stanje bojo takrat igralci. To je september, Bog ve, kaj se bo še takrat dogajalo, vemo, da zdaj z Iličičem je daleč od tistega statusa pa forme, ki ga je imel pred enim letom. Zdaj je tudi preteklost nas naučila, da včasih tudi ni niti pomembno, se vemo, da določeni igralci v prvi pravljici sploh igrali niso, ker je prišel pa reprezentanca pa zgledal to, da pač božga ni, tako da bomo videli. Bi si pa predvsem zaradi Iličiča želel, da nam uspe. To so verjetno njegove zadnje kvalifikacije in res tak genij nogometni in ta njegova cela zgodba že prej, ko je bil mlad, pa že zdaj s temi težavami, ki jih je imel, si definitivno zasluži en srečen konc reprezentanča. Bi si želel zelo. Ja, jaz smo govorili pred podcastom, jaz sem player fan, vedno gledam klube zaradi igralcev, ki jih rad spremljam in Jojo je eden od igralcev, ki mu res prvoščam uspeh in je en tak kultni nogometaš serije A, pri katerem mislim, da se pri nas mnogi ne zavedajo, za kako dobrega nogometaša gre, za kako res ekstra klaso igralca gre in malo je to tudi povezan z vsem tem, kar si povedal, njegovo kariero, poškodbami, občasnimi prekinitvijo, ampak genij, mislim, da... Genij, ja. Ja. Pa moramo načeti temo Superlige. Zdaj nekako je ta zadeva, ta prvi predlog seveda mrtev, končan. Tvoje mnenje o tej Superligi, o tem predlogu, Rok? Ja, moje mnenje je, da to prej slej se bo ali s takim kakšnim rezom, kot je zdaj. Bil ali bo pa pač tako postopoma, kot se že od leta 1992, ko se je ustanovila ta Liga prvakov, ko je bilo recimo 5 klubov iz teh top 5 lig, se pravi Francija, Italija, Španija, Anglija, Nemčija. Zdaj jih imamo 16 zagotovljenih strani Anglije, Nemčije, Italije, 2 imata Francija. V skupinskem delu se pravi mi 18 klubov, direktno v skupinskem delu 32. S temi novimi reformami bo to še bolj. Imel boš, se pravi, mislim, da klub z največjim koeficientom bosta prešla 2, se pravi, to bo zelo možno kakšna Anglija ali pa Italija. Bo še ta paradoks, da bo v bistvu tisti z večjim koeficientom pa se uvrstil v Ligo Evropa, bo imel prednost, recimo, tudi če je za njim, ne vem, recimo, če bo Juventus letos 7, Napoli, Palacio bosta pa 5 pa 6, bo Juventus tisti klub, ki bo šel v Ligo prvakov, ker je trenutno na 5., 6. mestu UEFA lestvice. Potem 5. najmočnejša liga po koeficientu, ker je že vrsto let Francija, dobi še enega. Tako da bo to šlo še bolj v to smer in pričakujem, da v prihodnosti bo šlo pa še bolj. Kar se pa meni ne zdi sporno, mi smo v sistemu, v katerem smo, ne samo nogomet, ampak cela družba. Tistih 1 promil ustvarja 90% kapitala in ja, te klubi sam želijo to, kar jim v bistvu propada. Se oni, ne vem, zdaj bom iz glave govoril, ampak budžet UEFA se 80% je strani Lige prvakov, in od teh 80%, tudi spet iz glave govorim, se verjetno ne bom veliko svalil, je 80-70% so točno ti klubi ga prenesli. Oni so v bistvu sam želeli pač s tem upravljati in ja, želijo tako v današnjem kapitalizmu, če si en dan na istem, je že minus. Ti moraš vsak dan napredovati, vsak dan še več dobivati in v to smer bo šlo, če se ne bo kaj ustavilo. Bo pa pač itak spet še bolj zaprt za male, zdaj ne vem, Maribor je izpadel iz kvalifikacije v Ligo prvakov, pa je prišel v Ligo Evropa. Zdaj tega več ne bo, Zdaj bo lahko samo v konferenčno ligo, kjer bo pa igral, če bo kakšen dober belgijski klub prišel, bo že lahko zadovoljen. Se pravi, spet je vse v korist s takimi majhnimi korekcijami, v korist velikih, tako da meni je tudi to zelo sumljivo, da je pač lih 12 ur pred tem kongresom UEFA to vam prešlo. Včasih kar človek pomisel, čeprav nisem zagovornik te teorije,
da je mogoče malo naštima. Se noben pa, vsi smo v Superligi govorili, noben pa ni govoril skoraj o tej novi reformi Lige prvakov, ki je kar velik poseg spet v smer ugajanja velikim, pa se seveda valjda ni nič govorilo o tem. Ne? Tako da ne, mislim, da kakorkoli že bo še zmeraj glavna beseda imel kapital in tudi UEFA je njeno glavno merilo samo kapital. Tudi uspešnost se več ali manj samo čez njihov budžet. Ta budžet pa, kot se je rekel, če je na istem, je že slabo in mi če pogledamo, leta 2010 je bil budžet UEFA, mislim, da okoli milijarde, ko ni evropskega prvenstva, ne? Zdaj že na 3 milijardah, zdaj z novimi, se tudi govori, ne, da bo ta nek londonski zasebni nek investicijski sklad za to novo Ligo prvakov. Mislim, da bo vsak te veliki klubi bo po 400 milijonov evrov imel zagotovljen, zdaj pa evropski prvak strani Lige prvakov dobi 100 milijonov evrov. Ne? Tako da bo šlo vse v smer sam kapitala in tudi Bayern, recimo, je nek lep primer tega, da imajo navijači svoj vpliv, sem spet tudi tam sam kapital in samo to narekuje in z njihovimi, kdorkoli je dober v nemški ligi, konča v Bayernu in je spet nek monopol. No. Dokler je država Evropa oziroma svet tako naravnan, bo tako, kot je in v družbi in v nogometu, mislim, da zelo podoben. Pa noben Robin Hood v obliki Aleksandra Čeferina ne bo rešil tega, ker je tudi on v službi tega. Ja, ampak dobro, veš, po drugi strani pa zdaj, veš, če potegnemo res paralelo z družbo nasplošno, ne, si predstavljaš zdaj, pač čisto bom rekel, si predstavljaš zdaj, da najbogatejši, recimo Slovenci, oni zdaj ustanovijo svojo državo, v narekovajih znotraj države, imajo svoje zdravstvo, imajo v bistvu svojo vlado, vse svoje in potem v bistvu oni financirajo sami sebe, ker v bistvu itak največ že tako prinesajo in potem vsi ostali pa začnemo gagati, ne. Se tako že. Ja, okej, no, dobro, jaz sem še... Kako pa misliš, da živijo najbogatejši? Oni živijo v svojem svetu, milijarderji živijo v povsem drugem svetu kot ti in jaz in Roki in vsi ostali, 90% sveta. Imajo svoje zdravstvo, imajo svoje pravila, igrajo po svojem sodstvu. To je družba, v kateri živimo, to je del družbe, v kateri živimo in del zelo široke debate. Ja, to ne bi bila totalno zaprta liga, ne? Se pravi, še zmer bi nekdo lahko sanjal, da bo prišel zraven, kot drugo pa oni bi vsem so imeli neke načrte, sem se to zelo slabo predstavil, še zmer bi z te mize drobtince padale po piramidi navzdol, kot zdaj prvo EFI, ne? Jaz mislim, da oni dejansko niso imeli nekega pametnega načrta. Jaz mislim, da je to bilo cel kup nekih floskul, ki so jih nametali skupaj. Modil se jim je pa lik zaradi te reforme Lige prvakov, zaradi tega, ker so hoteli s svojim predlogom priti ven in v bistvu na tak način narekovajih uničiti UEFA, ne, ampak ti moraš priti z dosti boljšim PR-jem ven, če boš neko ustaljeno zadevo, ki je v bistvu... Liga prvakov je v taki ali drugačni obliki, ne, prisotna v evropskem nogometu od 60 let. In zdaj, če boš ti zamenil to tekmovanje za nečem novim, sploh pa že nadaleč točno veš, kam pes taco moli in da to ni šport, ki te zanima, ampak te zanima denar, moraš imeti zelo, zelo dobro pripravljeno strategijo, ki je pa te v bistvu niso imeli in tudi potem te insiderske informacije, ki so prihajale ven o tem, kako so bili vsi en za drugim presenečeni nad odzivom javnosti in da pač so sicer pričakovali nek odpor, ampak niso pa pričakovali tazga v bistvu upora, predvsem v Angliji, a ne. Res moraš imeti dober PR. In v bistvu največji uspeh te Superlige je, da je ratal dejansko spraviti ljudi na to, da so podprli UEFA in pa FIFA, kar pa tudi vemo, kako je s tema dvema organizacijama in kako jih večina ljudi precej ima v želodcu, no, tako bom rekel, niso največji fani. Meni je recimo zelo taka malo čudna ta situacija z Anelijom in Čeferinom, ne vem, res prijatelja, zaveznika in da ti ne vem, en tako pred nosom izpele tako zadevo, ki v končni fazi ni padla z neba, ampak se je v njej govorilo že kar nekaj časa in ti najbolj informirani novinarji so jo omenjali in točno Anelija kot enega glavnih pobudnikov in da ja, ne vem,
Da ne bi s Čeferinom nič rekla o tem, je seveda. To mi je tak fiasko, oziroma pač če je res, da ni nič vedel, je pa pač tudi to, ne vem, kot predsednik UEFA, pa to kar en velik fail, da se to zgodi. Ja, na koncu pa oni spadajo velik zmagovalci in hvala Bogu, Slovence, smo ponosni na njega. Ne bi pa jih rekel, da je tak Robin Hood, kot se ga mogoče in UEFA seveda, ne. Je pa on sam predstavnik UEFA, ne, in tega kolesja, ki se vrti že 50-70 let v to smer, v katero gre in še vse bolj rapidno bo šel. No. Zagotovo gre za vse mogoče spletke in intrige, v katerih bi lahko pisal romane in sem prepričan, da prej slej bo kakšen roman, knjiga ali karkoli, mogoče film posnet na to celo temo. Moje se že piše, pa snema kaj. Perez je z Blažem sva že govorila, old school mafiozo, mislim, on deluje kot, če bi Godfatherja snemali, ker smo govorili malo o filmih, bi bil Perez idealni Godfather, capo di tutti capi. Tako se obnaša, kot da je vse pod njem podrejeno, zato ker na koncu gre samo za nogomet, ampak tako tudi vidimo, kako je ta šport vpet v vse sfere družbe pravzaprav in kako bi lahko imeli še zelo široke debate naprej. Ja, mislim, celotna ta Superliga je sprožila tudi neke diplomatske spore v ozadju. Mislim, o tem se je v Angliji zelo veliko govorilo, kako je Putin posegel vmes pri Chelseaju, kako je v bistvu britanska vlada obvestila lastnike Manchester Cityja, da pač ta Evropska liga ni v interesu dobrih diplomatskih odnosov. Mislim, to pokaže skalo, kakšen v bistvu odziv je bila ta Evropska Superliga. Mislim, dejansko, če ne bi bilo pandemije, bi bila tole po drugi svetovni vojni verjetno celo največja taka bomba v družbi, kar jo do zdaj poznamo. No, mislim, ok, ne bi šel toliko daleč. Toliko daleč, če jaz mogoče ne bi. Je padla železna zavesa, je bilo ene par velikih stvari. Tudi Dobar, okay, no, ampak v športu pa verjetno smo kar blizu tema, po mojem. Ja, no se jaz sem mislil bolj v športnem smislu. Ja, to pa ja. Jaz mislim, da propadla je pač predvsem zaradi tega, ker si že ti Blaž prej omenil, to je bil totalen, popoln medijski fiasko, oziroma PR-ovski fiasko, ki je potem sam Domine začel padati. Vemo pa, da je marsikaj v življenju in tudi v športu tako, da ko se neki zanet, gre lahko v eno smer ali pa v drugo. Ne. Zdaj je vprašanje, kaj bi bilo pa, ker se itak ne bi zgodil, saj ne s tako komunikacijo, kot so imeli, da bi bil pa lep del navijačev za to, pa vprašanje, ko bi šlo pol naprej. Ko pa itak politiki vemo, na kakšen avtobus skočijo oziroma vlak na tisto, v katero smer gre, malo so počakali, potipali, kakšen je odziv javnosti, ki je bil seveda buran, potem so oni skočili, potem za njimi so sponzorji itd. In je šlo k Domine nazaj. Ne. Bilo je pa to milijon enih neodgovorenih vprašanj strani, kaj bo ta Superliga, kako bo, kako se bo financirala, do kakšen sistem bo, a bo ženska liga, kako bojo šle ta finance navzdol po piramidi, zakaj ni PSG, zakaj ni Bayerna zraven itd. In pa še ta seveda polnočna naznanitev, ki je udarila strela, tudi verjetno ni v korist teh, ki so želeli ustanoviti oziroma še želijo Superligo. In ta PR-ovski fiasko gre ravno na račun tega, kar si povedal, Rok, teh reform, ki so bile tudi sprejete za nadaljne spremembe v Ligi prvakov in ta morebitna koordinacija na konec velikega kapitala, ki bo še vedno dobil tisto, kar so si želeli dobiti. Govorim kapital v nogometu. Največji bodo dobili večji kos pogače, kljub temu, da ta ideja ni uspela in mogoče je res nekaj na tem, glede na to, kako res nerodno in nespretno so se lotili celega tega revila, predstavitve tega projekta, so res izpadli totalno amatersko, kar pa, ko govorimo o ljudeh, kot so Perez, Glazer, Agnelli, amaterizma pri njih ponavadi ne pričakujemo. Tukaj bom jaz tudi nekaj drugega omenil, eden funkcionar iz nemške lige je lepo rekel, nikoli ne podcenjuj človeške neumnosti. In jaz mislim, da tukaj se jim je točno to zgodilo, ker potem tudi Perez, ko je šel na televizijo vso zadevo reševati, sploh jaz govorim iz tega vidika, ker Perez je zelo velik kritik Čeferina, Perez Čeferina ne more videti. Sta imela že zelo veliko takih neuradnih besednih bojev in potem tudi, ko je šel Perez to reševati na televizijo, tako da je v bistvu razlagal, kako v bistvu
oni rabijo še več denarja, ni to dober selling point, zraven je pa treba še omeniti, da Real in Barcelona imata kratkoročnih dolgov, obveznosti ogromno. In tukaj v bistvu je zaradi tega, to malo jaz tudi špekuliram, malo tudi špekulirajo drugi novinarji, se je zaradi tega tudi s to ligo pohitel, zato da bi v bistvu že do avgusta ta zadeva zalaufala, lig zaradi tega, ker naj bi vsak klub iz tega sklada na začetku dobil, mislim, da 300 ali celo 400 milijonov evrov. 400, ja. 400 in s tem bi v bistvu Barcelona in Real pokrivala kratkoročne obveznosti, pa tudi Juventus. In problem je pa lih v tem, Barcelona pa Real sta bila zelo negospodarna, kar se tiče nakupov in denarja. Sploh Barcelona, če pomislimo, da daš 150 milijonov za Dembeleja, pa 150 milijonov za Coutinha, tako naprej. Mislim, zdaj reči, da nimaš dovolj denarja, dovolj pritoka denarja pri tem, ko imaš prihodke skoraj 1 milijardo, tako da jaz mislim, da oni dejansko niso nekega pametnega raziskave trga naredili, pametne raziskave trga pa niso naredili ravno zaradi tega, ker niso hoteli, da bi kdorkoli izvedel, da oni to pripravljajo. In se je to v veliki tajnosti dogajalo. To recimo tudi od Arsenala povedal predstavnik lastnika, se pravi od Kroenkeja sin je rekel, da mogli bi jih vprašati, ampak da je to težko, ko imaš podpisano klauzulo o tajnih dokumentih. In jaz mislim, da oni enostavno prehitevali so stvari, kdo pa je bil kriv za to, da so prehitevali, pa si jaz mislim, da sta bila tukaj Perez pa Agnelli, tista ta glavna dva, ki sta prehitevala zadeve, tako da zato še vedno zdaj ne odstopata. To je tudi tisto, kar je meni najbolj fascinantno, da po vsem skupaj še vedno ne odstopajo. Tako da tudi, če bi bila to neka igra v ozadju, neke teorije zarote, zdaj bi se verjetno že upravičali, pa prišli k kvazi sklonjenih glav, pa udarila bi jih UEFA po zapestih, tako kot ostale klube, ki morajo plačati neko smešno nizko kazen. Mogoče se malo premalo govori o tem, ki je pa jasno sporočilo, v kakšno smer gre nogomet in tudi zakaj so v veliki meri so oni za to odločili. Oni so predvsem ciljajo na te gledalce, ki niso neki fanatiki nogometni, ampak jih kot je moja mama, ki bo pogledala enkrat na let eno tekmo finale Lige prvakov, finale Evropskega, tako kot je moja punca, ki bo pogledala mogoče še polfinale. Zdravi, oni so predvsem ciljali res na razširitev tega kroga občinstva nogometnega, kaj bo bolj za njih in njih več ne zanima, koliko jih je včasih, oziroma na čemer je ta nogomet, predvsem angleški, zrastel na neki ožji skupnosti, na nekih teh fanatičnih navijačih in jih predvsem njih bolj mogoče zanima milijon ali pa ne vem koliko milijonov navijačev iz Pekinga, iz Indije, iz Severne Amerike, kakor pa te core navijači, se pravi, te, ki hodijo na stadion. V končni fazi, tudi če gremo gledati budžet UEFA, to je od vstopnic in tega imajo oni, promil budžeta je, kar dobijo od vstopnic in tega. 8% je pa televizijskih pravic, koliko procentov teh raznih prodanih artiklov iz ne vem kje. In ne bo več pomemben, v primeru Real Madrida, Diego iz predmestja Madrida, ampak bo, Louis Chang iz Pekinga. Točno o tem sva z Blažem govorila v zadnjem podcastu, o tem, kako Kitajska ima milijardo prebivalcev, Peking jih ima 10 milijonov, Manchester sva gledala z Blažem približno milijon prebivalcev, ima 2 svetovno popularna kluba. Koga brigajo, ko govorimo seveda o vidiku lastnikov, prihodkov kluba, je to zanemarljiv delež, te lokalni, ker imajo enako, vsaj iz finančnega aspekta, navijače, ki bodo kupili drese, ki bodo kupili tekme, pay-per-view-je, vse mogoče oblike gledanja zdaj, ali pa njihove TV postaje, kjer bodo za kitajski trg plačale seveda enormne vsote denarja, ali pa za celo jugovzhodno Azijo, ali pa za celotno Afriko, ali pa za celotno Latinsko Ameriko, Severno Ameriko, kamor seveda tudi nogomet počasi prodira in tukaj govorimo o milijardah in milijardah za TV pravice. In tudi jaz vidim, da gre vse v to smer in kljub temu, da seveda ta ideja Superlige ni zdaj prišla skozi, ampak če gledamo 20 let naprej, pa me zanima, kaj ti misliš tukaj. Jaz sem recimo rekel, ne bom presenečen, če bo ta Liga prvakov čez 20 let zelo podobna ideji te Superlige. Ja, jaz bom presenečen, če bo šela čez 20 let, tako rekel. No.
Mislim, da bo kar velik treno. In tudi vse bolj bo pomemben, recimo tukaj mi je zdaj ena misel padla, Luka Dončić, Anže Kopitar. Anže Kopitar je super športnik, ampak ni pa neki zanimiv. Ne pojavlja se na Instagramu, ne igra te Fortnite itd. Luka Dončić je pa to verjetno vidva bolj vesta, ampak verjetno en bolj potencialno marketinških športnikov na svetu trenutno verjetno. Hočem povedati, da bo mogoče tudi, kot sem omenil, da se sploh več ne gleda na mogoče kaj ti igralec prenese na igrišču, ampak se bo vse bolj gledalo tudi kaj ti izven. Pa zdaj sem dal Luka Dončića slab primer, ker je pač genij tudi na igrišču, da se Ronaldo je tudi. To je najboljša kombinacija. Cuban je recimo za Luko povedal v enem intervjuju, ko je govoril o Luki, je dejal, mnogi ljudje se ne zavedajo, kako Luka obvlada marketing, kako pozoren je na to in kako se zaveda svoje moči na družbenih omrežjih, števila followerjev, ki ga ima, in kako zelo pametno in preudarno vodi svojo pot, in to je samo del modernega športa. Te followerji na Twitterju, Instagramu, ostalih družbenih omrežjih so na koncu ne toliko pomembni kot goli koši in vse ostalo, ampak brez tega skoraj da ne gre potem pri tej popularnosti. Ja, tako da jaz mislim, da bo šel cel svetovni šport, predvsem te pač mainstream športi v to smer, in na koncu bo to navijaštvo, to v nedeljah s familijo na stadionu, v končni fazi že toliko teh turistov na stadionu, šel v to smer. Za konec samo še tvoja napoved za Ligo prvakov. Sam za predikcijo bi te vprašal, City Chelsea, britanski finale, mogoče glede na to debato v Superligi in angleški veri v nogomet in kako so odreagirali tam navijači, niti ni tako slabo, da je tudi Anglija dobila finale Lige prvakov. Komu daješ več možnosti, City, Chelsea? Tako, če bo šla nekoč Liga prvakov v smeri Superlige in ta v smeri NBA, da bo na 4 zmage, bi definitivno stavil na City in to kar veliko denarja. Tako si pa ne upam napovedati, recimo, da 60-40 za City. In pa predvsem bi pravoščil, če je tako, ko pravijo, nogometi vedno vrne. Mislim, da bi si zdaj po teh skoraj 10 letih res zame daleč najboljši trener zadnjega obdobja, tako kot smo se že pred snemanjem pogovarjali, ne samo zaradi rezultatov, predvsem zaradi njegovega vpliva na nogomet, posledično tudi na špansko reprezentanco, da bi si zaslužil, in mislim, da on bo, in da je spet tukaj sestavil eno ekipo, v kateri ne veš, iz kje te bo napadal, ali bo to Gundogan, ali bo to De Bruyne, ali bo to Sterling, ali bo to Rodri, ali bo, ne vem, pač iz vseh strani seva utečen stroj, samo ena tekma, na drugi strani seveda Chelsea, kjer tudi pokazuje, zločil verjetno celo najtežjo pot, je imel do finala, tudi ni za podcenjevati, Tuchel prejšnji let je bil v finalu, že verjetnosti račun je mogoče kakšen procent na njegovo stran, da pač ne bo dvakrat zaprejel na zgubo, ampak ja. Je pa tudi Chelsea zanimiv, tudi on nima nekega strelca, ki bi bil izstopil, in City pa tudi nima. City ima na koncu, mislim, da Gundogan najboljši strelc, kot centralni midfielder, ki ima seveda svoje drugačne naloge v novi uspešni ekipi, ampak ja, pa ima, mislim, da 15 golov v celi sezoni. Tako da bo zanimiv, pa še za Aguera, ki je rekel, da ne bo šel iz Cityja, dokler ne osvoji Lige prvakov, bi se spodobal, da to svojo obljubo drži. Tako da ja, recimo, da City, ampak bo pa tako kot vedno v finalu, napeto in vprašanje, kaj bo. Lahko pa tudi na koncu, da bo 4-0, lahko pa da bo 0-0, bomo videli. Mogoče prednost Chelsea, ki je že osvajal te naslove, ki je že igral v finalu, večkrat, mogoče tudi ta neka tradicija vpliva. Skratka, zelo bo napet, jaz pa definitivno navijam za City, predvsem zaradi Guardiole, ker mislim, da si zasluži. In v končni fazi je tudi v angleški ligi pokazal, prej sem pogledal, potem prej sem govoril 20 pik, 16 pik na prednosti pred Chelseajem, tako da mislim, da bi si zaslužil, bo pa napet.
Jaz bi se samo obregnil to, kar si rekel, da Chelsea nima dobrega strelca. Jaz mislim, da je Werner odličen strelec, sam kaj strela je pa druga zgodba. Ne? Letos zelo slabo strela. Ne, mislim, on strela vse drugo, sam gola ne. Mislim, ka priložnosti, če gledaš statistično, ne, mislim, Werner ima priložnosti, mu pripravijo kolikor hočeš, ampak kaj pa on strela, ne vem, gola ne. Ja, je pa vsem pomemben za ekipo, no? Veliko odpira prostore, v končni fazi enkrat temu bo stekel, ne vem, se v Leipzigu pokazal, v nemški reprezentanci pokazal, mogoče pa veliko finalov. Ne vem, jaz vam tako, on v bistvu igra isti način igra, kakor je igral v Leipzigu, pa kakor je v reprezentanci. On zelo veliko laufa, ampak nima pa tistega composerja na koncu, da bi stisnil tisti gol, ne? On nima tega killer instinkta in jaz mislim, da je on bolj kakšen winger, kot pa da bo glavni center for, ampak dobro, to so zdaj že druge stvari. Ja, jaz pa se v bistvu nekako strinjam s tabo, jaz dajem nekako 55-45 Cityju. Dal bi mu več, tako kot si ti rekel, če bi bilo na 4 tekme, potem poh ne bi bilo dvoma, ampak ena tekma zelo hitro odloča. Predvsem Guardiola je v zadnjih sezonah znan, da takrat, ko je najbolj pomembno, zna zakomplicirati zadeve, ki ga ponavadi so potem teple, letos ga še niso, tako da mogoče ga bodo v finalu. Definitivno pa mislim, da bo tekma, kjer ne bo veliko zadetkov. Jaz mislim, da v oboji ne bodo pretirano tvegali, poleg tega tudi Chelsea, City ima tako ali tako najboljšo obrambo, mislim, da celo v Evropi, govorimo od teh top lig. Chelsea pa je v zadnjih, mislim, da je prejel na vseh tekmah v Ligi prvakov 3 gole, nekaj tazga. Tako da, kar se obrambno tiče, sta obe ekipi zelo dobri in ja, na koncu mislim, da bojo neke individualne napake odločale in zdaj, če bi se po individualnih napakah odločil, bi verjetno spet dal City pred Chelsea, da ima več možnosti, ker so izjemno zanesljivi letos. S tem res novim sistemom, ki ga je Guardiola letos postavil, so strašni. No. Bom rekel, res mu je ratal narediti nekak Golden State nogometa, če uporabim Matejev izraz, ki zelo rad reče, da ko napadu dodaš še odlično obrambo, dobiš Golden State Warriors in jaz mislim, City je res nora ekipa, no, kar se tega tiče. Tako da. No, oni so obrambi dodali odličen napad. Ne, oni so odličnemu napadu dodali obrambo. Ne, obrambni, prejšnji coach je bil obrambni, ker je ja, potem ti si pri Golden State Warriorsih, pardon. Pri Golden State Warriors. Ja, ne, to sem te popravil. Za Golden State Warriors, da so oni ravno obratno, odlični obrambi, dodali še nadstandarden napad. Ampak tvoja metafora, ja, še vedno drži, je povsem na mestu, ampak bi vseeno vaju oba vprašal še, glede na to, da niste dala konkretne napovedi, pa lahko zaključimo s konkretnimi napovedi, sej v nogometu ena tekma, sta rekla, tukaj je možno več ali manj vse, seveda je vedno tako, še posebej, če gre za tako izenačeni ekipi, ampak gremo kar konkretne napovedi, pa me začel 2-1 City, 2-2. Ja, ukradel si mi rezultat. Ne bom se ponavljal. Tak diplomatski. Mislim, dobra možnost je za kaj tazga. Jaz bom rekel, da bo 1-0 po prvem polčasu 1-0 za City, potem bo v zadnjih 20 minutah Chelsea napadel in bodo bo še enega. In Aguero bodo na konc še enega, ne vem, bo prišel 85 minuti. Ja, Panenka, da ne. Tako da, ajde, recimo 2-0, moviran sem zadeval, ne. 2-0 jaz napovedujem, hotel sem 2-1, pa da se ne bom ponavljal, 2-0 za City. 1-0 City. No, evo. Na konc bo pa Chelsea. Ja, in mislim, da lahko na tej točki zaključimo. Ja, najlepša hvala, Rok, res, da si lahko vzel čas za pogovor z nama in upam, da se nam boš lahko še kdaj pridružil na kakšnem podcastu, mogoče po finalu Lige prvakov, vsekakor bo tem, ki bi jih lahko obdelali še dosti. Ja, ne nazadnje tudi Evropsko prvenstvo. Z veseljem, hvala za vabilo. Evo, vse skupaj zelo hitro minil. Imam sicer en problem, punca mi je vmes naštimala za jest, pa 2 kosa sta bila, zdaj pa enega kosa ni več in očitno mačka ima 2 in očitno nekam odnesel, tako da bom mogel to zdaj raziskati. Ja, to pa zna biti problem, ampak res hvala, ja, imeli smo dolgo debato, tudi preden smo začeli snemati in tudi tele debate nisem hotel prekinjati, kljub temu, da je šlo že preko časa.
časa, za katerega smo rekli, da ga bomo porabili, ampak je bilo zelo zanimivo, zabavno in zato se, mislim, da Blaž tudi se že veseliva nove debate. Je točno tako in tudi hvala v mojem imenu, pač res je bilo zanimivo in, kot je rekel Matej, upam, da še kdaj. Če mogoče še jaz za konec, že prej, ko sem omenil, da vsi delamo dobro na tem, tudi glede slovenske lige, popularizacije in to, res tudi kot novinar ste res taki fantje, kot ste vidva, s temi podcasti, entuzijasti in pa potem, hvala Bogu, je v Sloveniji še kar neki, zadnje čase si tudi zaslužite vse pohvale in čestitke in res sam keep up the good work, kako se reče. Tako da še to bi mogoče za konec omenil. Zelo cenim vse take, kot sta vidva in pač še, hvala Bogu, pa se rekli, še kar neki. Ja, res je. Mislim, da ste zelo velika dodana vrednost, ki mogoče še ki se mogoče bolj sam specifično v neke zadeve včasih in jih verjetno še veliko bolj kot marsikjer novinar na čelu z mano obdelate in pa tudi poznate v končni fazi. Še enkrat. Zdaj sem čisto rdeč. In res je kar nekaj dobrih blogerjev in tudi dobrih novinarjev, tako kot ti na Sportklubu. Lahko preberete članke od Roka o prvi ligi nogometu, tudi drugih nogometnih temah. Si rekel, da razmišljaš tudi, imaš v glavi še par člankov, za katere jih želiš napisati, tako da dobrih športnih vsebin ni nikoli slabo, če čim več virov in potem so ponovadi kvalitete splava na površje. Upam, bomo probali delati še naprej, bo se rekel, bil sem zdaj res pol življenja na Seulu, zdaj bomo pa probali še kaj dobrega, zdaj enkrat smo še v povojih, upam, da začetkom nove sezone bo pa zadeva že taka, da bo dobrodošla za marsikoga. To je to, hvala Rok. Hvala. Hvala vam obema, pa upam, da se ne vem, kaj res na kakšni kavi, že kaj je zelo kmalo. Mislim, vse terase so odprte. Včasih je čas, pa upajmo, da se bomo lahko tudi na kakšni tekmi dobili in kakšno rekli kot navijači na stadionu, če ne drugače. Hvala in živijo. Ajde. Hvala, čau. Živijo, čau.